Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, spoštovani predstavniki občin in gosti iz Hrvaške in Poljske, prisrčno pozdravljeni na mednarodnem festivalu ustnih harmonik Ahti Orglice, ki letos obeležuje že četrt stoletja delovanja. Ob tej priložnosti se lahko pohvali s prenovljeno grafično podobo oziroma logotipom, ki ga je oblikovala Meta Gabriel, in kar dvema večernima koncertoma. Prvega pravkar soustvarjamo na odru Kulturnega doma Mokronog, drugi pa poteka v virtualni obliki in si ga že lahko ogledate na YouTube kanalu Trebanjske območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Na obeh koncertih se skupno predstavlja 34 solistov in komornih skupin iz 7 držav: Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Finske, Poljske, Rusije in Kolumbije. V naši sredi nocoj prav lepo pozdravljamo goste iz hrvaškega Gračišča, ki ga z občino Mokronog-Trebelno že leta družijo prijateljske vezi. Festival Ahte Orglice je zasnoval častni občan občine Mokronog-Trebelno Stane Peček, njegov prijatelj Vladimir Hrovat pa ga je vrsto let sooblikoval kot umetniški vodja. Danes gospoda Vladimirja zaradi drugih obveznosti žal ni z nami, vseeno pa nam je ob tej priložnosti poslal naslednje dobre misli. Ob kolegialnem in prijateljskem, vedno prisotnem spominu na Staneta Pečka, očeta festivala, velikega pobudnika in spodbudnika uveljavljanja ustne harmonike v slovenskem kulturniškem prostoru, spretnega krmarja med raznimi Scilami in Karibdami, želim vsem skupaj prijetno, spet našo dobro staro zadnjo soboto v februarju. Naj vas usklajeni zvoki malih žepnih glasbil spravijo v dobro voljo. V 25 letih obstoja je festival Ahte Orglice postal prireditev, ki prikazuje raznovrstnost in vsestranskost orglic ter orgličarjem in poslušalcem omogoča druženje v prijetnem vzdušju občine Mokronog-Trebelno. Župana občine gostiteljice, magistra Franca Glušiča, prosim za nekaj pozdravnih misli. Spoštovane občanke, občani, dober večer. Spoštovani gostje iz Gračišča, župan občine Gračišča, gospod Enovan Jeromel, lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospod Petrle, gospod poslanec Kepa, Franci, gospa Duška in Gašpar, vsi nastopajoči in seveda vsi prisotni, prav lep dober večer in dobrodošli tukaj v Mokronogu. Ja, Ahte Orglice so seveda en tisti festival, ki je znan v svetu, pa tudi širše v naši regiji in seveda jaz verjamem, da našo prepoznavnost naše občine seveda poudarja tudi v sami Sloveniji. Nenazadnje občani, mi, ki živimo tukaj v Mokronogu, na Trebelnem, v naši občini, smo seveda ponosni na ta festival, na Staneta Pečka in seveda se ga radi spominjamo. Orglice so en tisti inštrument, ki je seveda ljudski in izvablja res prelepe zvoke. Nenazadnje, ko poslušate različne izvajalce, ki igrajo tako klasiko, country, blues ali pa narodno zabavno glasbo, je seveda to res edinstven instrument. Nenazadnje, mi smo veseli, da se je ta festival začel prav tukaj v Mokronogu in seveda to željo, da ohranimo ta festival še naprej, se želimo še naprej. Še nekaj bi rad dodal. Ravno danes sem podpisal pogodbo za odkup gradu Mokronog. Občani občini Mokronog-Trebelno gojimo neko simpatijo do tega gradu in seveda načrte, ki jih imamo z njim,
kaj narediti na področju turizma, gradnje in seveda kako zapeljati naprej, kako urediti okolico, je seveda izziv za nas vse in verjamem, da bomo pri tem uspešni. Mogoče na to temo pa danes zaigram en hribček bom kupil. Hvala lepa, jaz upam, da nisem pokvaril začetek tega festivala. Hvala gospodu županu za uvodne misli in tudi prijetne, tematsko obarvane melodije. Festival je slovensko ljudsko Moj fantič je na Trolsko vandral otvorila skupina Loške orglice, ki jo sestavljajo orgličarke Alenka Šuštaršič-Snoj, Ivanka Prezelj, Marija Omejc, Marija Zadnik, Milka Šmuc, Minka Marija Likar in Nataša Zadnik ter kitarist Bogdan Snoj. Ostajamo na domačih tleh. Orgličar Oto Nemanič in preloški muzikanti Jurij Čemas na kitari, Jože Starešinič na tamburici in Kristjan Grdun na basu nas bodo popeljali v Belo krajino. Jože Margole pa nas bo z napevom V dolinci prijetni je ljubi moj dom spomnil na pregovor Ljubo doma, kdor ga ima.
Naš naslednji nastopajoči je posebno vez z orglicami stkal že v mladosti, v zrelejših letih pa je s tem malim glasbilom navdušil tudi v tujini. Ni torej naključje, da si je gospod Lojze Peterle priigral naziv slovenski ambasador orglic. Veseli smo, da ga lahko ponovno gostimo v Mokronogu in prisluhnemo njegovi izvedbi tirolske. Dobro večer. Sem srečal danes enega na tržnici v Ljubljani rekel, a ni fajn, če je luštno. Sem se s njim strinjal, ampak pustimo hec. Bi vam rad povedal, da tole pesem, ki jo eni že poznate in jo igrajo harmonikari po Dolenjskem na veliko, pa ne samo tam, sem jo igral leta 2002 nemškemu kanclerju Helmutu Kohlu, ki je bil ključno ime za mednarodno priznanje Slovenije in Hrvaške. In sem mu to zaigral s hvaležnostjo in kadar jo igram, se ga spomnim. On je imel pa zelo rad Avsenika. Svetu večkrat opazimo, kako stare vrednote, navade in običaje zamenjujejo novi vzorci delovanja. Utiramo si nove in nove stezice, stare pa večkrat tudi v metaforičnem smislu prerastejo grmovje in trave, čeprav bi bilo morda dobro, da jih ohranjamo in si puščamo čim več odprtih poti. Nekaj starih stezic bosta v naslednjih minutah pred pozabo rešila Miha Erič in programski vodja našega festivala Miro Božič. Torej, Miha Erič je zataval po stezicah. Upajmo, da bo našel pot. Da gremo naprej. V redu. Je našel pot na oder.
Melodije nas bodo sedaj ponesle na jug, vse do Bukovice na Hrvaškem, kjer deluje kulturno-umetniško društvo Kamen Bukovica. Od tam prihajata Marjan Kamber, ki bo zaigral avtorsko skladbo, in Roko Grgas, ki bo predstavil znamenito Bukovačko kolo. Nato bomo z Marjanom Dirnbekom zavili na Češko in zaplesali v ritmih ljudske Tancuj, tancuj. Dobro večer i od mene. Orlica me i po noći bude, a ja mislim da me draga ljubi. Cintara me i po noći bude, a ja mislim da me draga ljubi. Kao da je poslana iz raja, to su zvuci moga rodnog kraja. Kao da je poslana iz raja, to su zvuci moga rodnog kraja.
Še bomo plesali. Tokrat na valček v izvedbi tria z Brankom Banovcem na orglicah, Damjanom Gregoričem na kitari in Marjanom Hutarjem na basu. Za nekaj nagajivosti bo z Dvoržakovo humoresko poskrbela skupina Poljanski orgličari, v kateri muzicirajo Jože Dolenec, Nejo Eržen, Janez Benedičič in Anton Krek. Nekoliko mirnejše razpoloženje bosta za njimi s skladbo Pesem rojstva Astorja Piazzole pričarali Mira Vidic na orglicah in Polona Jeršin na klavirju.
otroštva, skozi večno zelene drevorede mladosti nas vedno znova povede morda najbolj nezvezdniški zvezdnik slovenske popevkarske scene Rafko Irgorič s svojim že legendarnim Črnim konjem. In spet doživimo vzpone in padce, zmage in poraze, ljubezen in samoto, skratka, življenje in hrepenenje. Vse to bomo nocoj lahko doživeli tudi mi, saj nam bo zimzeleno Moj črni konj zaigral dolgoletni udeleženec festivala Anton Jagodič. Dober večer. Za še eno zimzeleno bosta poskrbela novinca na festivalu Simon Černe na orglicah in Sara Zajc na kitari. Zazvenela bo znamenita pesem Urbana Kodra Cvetje v jeseni. Šopek zimzelenih bosta zaokrožila Silvo Girandon na orglicah in Peter Napred na citrah. Izvedla bosta Avsenikovo Gozdovi v mesečini. Hvala lepa za napoved. Sem zelo počaščen, da sem danes tukaj prvič, pa bi se rad zahvalil moji soigralki Sari, da me spremlja.
Poleg tega bi se zahvalil pa tudi Duši Cipelček in Gašperju, da sta me pregnala na tale festival, ker pač enkrat je treba v let prebiti, ne, treba probati, kako tudi. Pa še rad bi se zahvalil Melodiji Mengeš, da so mi posodili tele orgelce, ker svoje sem uničil pred kratkim. Preveč sem pihal noter, ker sem trubentač, kače.
oziroma Na modri gladini morja je kultna pesem iz filma Emira Kusturice, ki je v izvedbi nešolanega igralca Saše Zurovca takoj postala hit in doživela številne glasbene interpretacije. Nocoj bomo to nostalgično ljubezensko pesem slišali v izvedbi orgličarja Mirana Moharja in kitarista Aleša Strajnarja. Kralj ragtima Scott Joplin je v glasbi videl tako obliko umetnosti kot zabave. Oboje odlično pooseblja njegov entertainer, s katerim bosta naše skrbi odgnala orgličar Janko Mlakar in kitarist Gregor Kampjut.
organizatorjev je namen festivala Ah, te orglice približati to malo glasbilo čim širšemu krogu poslušalcev. Da orglice res ne poznajo žanrskih meja in se lahko dotaknejo prav vsakogar, bosta najprej pokazala orgličar Robert Ivačič in kitarist Ricardo Smith z izvedbo romarske himne iz 17. stoletja z naslovom Sem le gost na zemlji.
V nadaljevanju bodo orglice še posebej navdušile ljubitelje bluza. Rok Gazič bo ob spremljavi kitarista Ricarda Smitha poustvaril skladbo Come On in My Kitchen, ki naj bi poslušalce pripravila celo do solz, zato so ji nadeli oznako hipnotična žalostinka. Le kdo ne pozna Johnnyja Casha, ameriške legende country glasbe, ki z 90 milijoni prodanih albumov sodi med najbolje prodajane glasbene izvajalce vseh časov. Z njegovo skladbo Folsom Prison Blues vas Marjan Urbanija in Sejmari že vabijo na samostojni koncert, ki bo prav na tem odru zazvenel letos oktobra. Za njimi se bo s pesmijo Another Man Done Gone predstavil novinec Kacper Kuraš, ki se je pripeljal naravnost z Poljske in mu Kronoškemu festivalu dodal nov mednarodni odtenek. Hear a train come, it's rolling round the bend. I used to the sun
sunshine, suicidal moment. I stuck at Folsom Prison, untied me driving home. But the train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with gas. But I shot the baby Reno, just to watch him die. When I hit the whistle blowing, I had my head and cried. In a fancy dining car, they brought me drinking coffee, I smoke a big cigar, but I know I'm ready to come in. I know I can be free. But those people keep on moving, I did what churches need. Well, they freed me from this prison. If that railroad train was mine, I bet I'd move along a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I let that lost whistle blow my blues away. Dobry wieczór. Ja jestem Sreczem, ja tutaj chcę. I'm gonna play Another Man Don't Gone in the version of Sugar Blue harmonica player from United States. Now the man done gone. 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 Didn't know his name. Didn't know his name. Didn't know his name. Didn't know his name. Didn't know his name.
Festival smo začeli s slovenskimi ljudskimi, zaokrožili pa ga bomo s slovenskimi že skoraj ponarodelimi uspešnicami, ki že desetletja grejejo srca poslušalcev. Sorški orgličari, Fani Kranc, Zdenka Bergant, Miro Božič in Martin Kiker-Medenčič nas bodo popeljali v 70-ta, ko je Oto Pestner izzval svoj 4. singel Vse je lepše, ker te ljubim. Ameriški stand-up komik Steven Wright je nekoč dejal, tudi jaz igram orglice. Edini način, ki ga obvladam, je ta, da jih držim skozi okno avtomobila in močno pritisnem na plin. Na nocojšnjem koncertu ste videli, da obstajajo tudi okolju in predvsem ušesom prijaznejši izvajalski načini. Za programsko zasnovo nocojšnjega dogodka je poskrbela komisija z Mirom Božičem, Mirom Dizdarjem in Tatjano Miheličič-Gregorčič. Naše druženje je v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje ponovno organizirala trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti z vodjo Joži Sinur. Pri izvedbi festivala so sodelovali še Matic Janežič, Josip Ekar in Studio Praprotka. Festival finančno podpira občina Mokronog Trebelno, ob strani pa mu stojijo tudi pokrovitelji Melodija Mengeš, Cvetličarna Barbara in Alojz Gregorčič. Vsem se za prispevek in podporo najlepše zahvaljujemo.
zvest, noč in dan se vrti ta svet. Zemlja pleše tja med zvezde. Med zvezde Gregorja Strniše in Mojmirja Sepeta nas bodo za konec popeljali Francetovi orgličarji, Saša Žaberl, Nika Lotrič, Marija Zadnik, Nataša Zadnik in Olga Oblak. In ker vse že 1000 let pleše in se vrti, se lahko že zdaj veselimo 26. festivala Ahte Orglice ob letu Osorej. Do takrat pa lahko tam mali instrument v najrazličnejših podobah spremljate na virtualnem festivalskem koncertu, ki je že dostopen na YouTube kanalu Trebanjske območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. V upanju, da nas zvoki orglic združijo tudi v prihodnjem letu, vam želim prijetno poslušanje in lep preostanek večera.